Po slabih 2 urah letenja sem prispel v Amsterdam, ampak ne zaradi tistih stvari, zaradi katerih ste vi zdaj mislili. Ne zaradi tulipanov, ampak zaradi novega Opla Ampera. Tole je dejansko prvi električni družinski avtomobil s podaljševalnikom, kar pomeni, da lahko še vedno posodo za gorivo napolnim na vsaki bencinski črpalki. Sem slišal, da bo danes na Nizozemskem deževalo in res upam, da ne bom doživel kakšnega električnega šoka. V tem avtomobilu dejansko čisto vse trese. Hočeš povečati temperaturo, te strese. Hočeš zamenjati radijsko postajo, te znova strese. Ne. V tem avtomobilu deluje čisto vse tako, kot mora. To so preverili tudi med drugim tako, da so Ampero enostavno zapeljali v bazen. Čakaj, kje je že muzej? Opel si je v bistvu izbral zelo zanimiv prostor za predstavitev svojega najbolj naprednega avtomobila do zdaj. In potem, ko sem se sprehodil po tem sapoimajočem Laumannovem muzeju v Hagu, sem ugotovil, zakaj. Tukaj imajo preko 300 avtomobilov, ki predstavljajo mejnike v razvoju naših jeklenih konjičkov. Najbolj sem se začudil ob pogledu na tole vozilo, za katero piše, da nikakor ne gre po vodi. Najbolj pa me je navdušil tale iz leta 1932, s katerim bi z lahkoto peljal celotno ekipo volana, pa še kakšno zvezdo ali pa 4. Pri Oplu pravijo, da lahko s polno baterijo pri Amperi prevoziš približno 60 km. No, kot kaže, pa jih bom jaz malo več, približno 73. No, je pa res, da tukaj na Nizozemskem verjetno najvišji hrib ravno na kakšnem otroškem igrišču in zato je poraba tudi tako majhna. Evo, pravkar se je vklopil podaljševalnik, ki je v bistvu čisto navaden 1,4 litrski bencinski 4-valjnik s 63 kW moči. Ta pa naj bi po zaenkrat še neuradnih podatkih porabil manj kot 5 litrov, kar je dovolj za kakšnih 500 km. Ampak 80% Evropejcev na dan naredi manj kot 60 km, kar pomeni, da bodo bencin trošili verjetno enkrat na leto, pa še to takrat, ko se bodo odpravili, ne vem, na dopust. No, seveda pa sem se takoj vprašal, če je dobro, da motor ves čas stoji. If I always drive on electric power, does the petrol engine ever come to life? Well, we have to do it to maintain it and to clean the catalytic converter. So if you really always drive electrical, which you can, it will come on every 45 days. And what about the maintenance? Comparing it to a conventional vehicle, you have the same maintenance intervals as for any car. Every 30,000 kilometers or 2 years, you should go and see your dealer just for a regular maintenance. Opel daje na baterijo kot edini proizvajalec 8 let garancije ali 160 000 km, tako da vas za vzdržljivost stres ne bi smelo skrbeti. No, sam pa sicer še malce dvomim, ker mi pri vsakem mobilnem telefonu enaka litij-ionska baterija odpove že po skoraj 2 letih. And what happens to the battery after 8 years? Well, in normal conditions, it's still alive. We just give this 8-year warranty. In normal conditions, it will work, but if not, and this is why we give this guarantee, we will exchange it. Še nekaj podatkov za elektroničke. Baterija ima 288 celic in tehta 192 kg. Njena polna kapaciteta znaša 16 kWh, no dejansko izkorišča le 10,4 kWh, da je na ta način zagotavlja obljubljeno življenjsko dobo. Elektromotor da od sebe 111 kW, kar je 150 domačih konj. Po drugi strani pa bo v prihodnosti največjega napredka deležna ravno baterija, ki je tukaj vodno hlajena, ampak še vedno velika in ne tako zmogljiva, kot bi vsi hoteli. In ne boste verjeli, Slovenci imamo za to najboljši recept. Dr. Gabošek, slišal sem, da ste razvili najzmogljivejšo baterijo na svetu. Bo zadeva šla v proizvodnjo? Žal, ta hip ne moram reči, da bo šla, večja verjetnost, da ne kot ja. Omejitve so pri investitorjih. Vedno se stavi pri denarju, ne? Ja, vedno se stavi pri denarju. Svet zaradi enega takšnega avtomobila, kot je Ampera, gotovo ne bo nič drugačen. Je pa res novi Opel izjemen avtomobil v marsikaterem pogledu. Že izgledajo atraktivno in tako se tudi pelje. Do 100 km/h pospeši v dobrih 9 sekundah, do 50 pa v samo 3,1 sekunde.
Ta zahvala gre izredno prožnemu električnemu motorju in tudi umestni pospeški so takojšnji in odlični. Doseže pa največ 161 km/h. Znotraj so 4 udobni sedeži, prtljažnik pa meri 310 litrov. Za volanom je počutje odlično in vsi ljubitelji zvezdnih stez se bodo počutili kot otroci z vsemi temi gumbki in zasloni. No, sicer je sredinska konzola občutljiva na dotik, klimatski napravi lahko nastavite tudi jakost in celo audio sistem Bose porabi 50% manj energije kot običajni. In verjetno vas zdaj zanima, kdaj bo prišel k nam in kakšna je cena. Ampera prihaja v začetku pomladi leta 2012. Morda bo ta predstavitev izgledala kot preuranjena, vendar pa smo hkrati z njo želeli opozoriti, da je za sprejemljivost električnih avtomobilov potrebno zagotoviti bistveno več. Predvsem tukaj govorimo o električnem omrežju in polnilnih mestih. Cena avtomobila je enaka povsod na področju Evropske unije. Vstopna cena je 42.900 evrov. Morda se na prvi pogled zdi ta cena visoka. Na drugi strani znaša strošek za elektriko za 100 prevoženih kilometrov približno 1 evro. Warp Speed 9, engage. Aye, aye, Captain.